Povejte nam, kaj je zdaj ta trojček. Boste sklenili kakšen pisni sporazum, velja dana beseda ali sploh ni nujno, da se boste na koncu znašli na istem bregu? Naj samo malo pokomentiram tale uvodni ekspoze. Dejstvo je, da neprestano trdimo, da v Sloveniji levo in desno ne obstaja, da gre za dva bloka, ki gojita pač neko svojo idejo na odnosu do polpretekle zgodovine in do marginalnih tem, in da je ta polarizacija, in to mi opozarjamo vrsto let, nevarna za Slovenijo, ker ne sledi več nacionalnim interesom Slovenije, ampak sledi v bistvu samo temu, da se prepirata en z drugim in se ukvarja samo še en z drugim. Zdaj smo še slišali nove etikete, sploh ni več. Včasih je bilo levo pa desno, zdaj je levo sredinsko pa desno sredinsko, zdaj imamo pa že zmerno levo pa zmerno desnisko. Ampak lahko greva k vprašanju. Moje vprašanje je bilo, kaj je zdaj ta trojček. Boste to formalizirali, ste samo dobivate na kavi, tako kot smo danes videli, ali na koncu sploh ni nujno, da boste vsi skupaj na isti strani koalicije? Danes ste videli lahko samo to, da delamo. Da se dobivamo na kavi, delamo dejansko zares in to na naših programskih stičiščih. To pomeni, da oblikujemo neke predloge zakonov, ki bojo olajšale življenje Slovenkam in Slovencem in ki bodo poskrbele za to, da ustvarjamo ugodno davčno okolje za podjetništvo, da naredimo razvojno kapico, da znižamo cene energentov in pa potrošniške košarice z znižanjem DDV-ja in programska stičišča so edino, kar nas družijo. To smo mi obljubili volivcem pred volitvam. Jasni smo bili v temu, s kom se ne vidimo v vladi in jasni smo tudi zdaj, da delamo na temu, da se oblikuje tretji blok, ki bo odpravil s to politiko preteklosti. Ampak poglejte, vi napovedujete v torek okroglo mizo v Vurbergu z naslovom Nič o kmetu brez kmeta. Kaj zdaj v bistvu pripravljate? Neke vzporedne ukrepe, ki jih boste prinesli na mizo Roberta Goloba ali jih boste vlagali sami? Kaj je to? Mi pripravljamo ukrepe, ki jih bomo prinesli pred parlament. Parlament je tisti, ki sprejema določene zakone in to, da mi gradimo mostove, ne zidov, tako kot smo tudi obljubljali v kampanji, si smatramo v ponos. Ni se še zgodilo, da bi nekdo si upal neposredno po volitvah, preden je sploh parlament konstituiran, povabiti za isto pogajalsko mizo vse predstavnike kmetijskih združenj in vse predstavnike izvoljenih strank. Ne kmetje povejo, kaj potrebujejo v temu, samo še to povem, gospa, dejstvo je, da prihaja neka čudna situacija, ki ni povsem rožnata v Slovenijo in mi vemo, da brez lastne hrane ni države. In mi želimo samoskrbo povečati in to jo povečujemo na ta način, da že v torek sklicujemo okroglo mizo na temo kmetijstva. Zdaj pa, če greva k zelo političnim vprašanjem. Vi ste menda notarsko uverili, da v vlado Janeza Janše ne greste. Nova Slovenija pravi, gospod Vrtovec niti ne gre na pogovore k gospodu Golobu. Kaj je torej zdaj to? Kje ste potem torej vi? Na katerem bregu? Ne gre za breg. Mi smo jasni, mi sledimo svojim načelom. Rekli smo, ne vidimo se v vladi Janeza Janše, rekli smo, ne vidimo se v vladi Roberta Goloba in tega se pač držimo. Ampak kaj ima potem ta trojček skupnega, če ena stranka govori eno drugo? Vsebino. Neprestano smo govorili, da bomo sodelovali s tistimi strankami, razen s tistimi, za katere smo rekli, da pač ne, oziroma da se ne vidimo v določenih vladah, ki bodo sprejele naše programske izhodišča. Najdle so se tri stranke, ki imajo v 80% podobna skupna programska stičišča in ta upoštevamo. Ampak to ne pomeni nobene koalicije v smislu, da bomo mi enotno glasovali za karkoli se bo že šlo. Ali razmišljate o svojem mandatarju? Ste se kaj o tem pogovarjali? Prepuščamo to možnost zaradi tega, ker ne želimo, da bi Slovenija prišla v kakršnokoli krizo. In gospa Pesek, jaz vam iskreno povem, da sem prvi na to, ki pristane tudi na predčasne volitve, ker sem prepričan, da bomo mi najmanj podvojili rezultat na predčasnih volitvah. Razumem, da to ni v interesu drugim strankam, ampak ne bojim se tega, samo to želim povedati. Tako da v vsakem primeru pa želimo upihati nekaj novega in pokazati ljudem, da obstajajo tudi stranke, ki zares verjamejo, da se da nekaj novega narediti. In to smo zdaj v tej predstavi mi. Dobro, ampak poglejte, Luko Mesca skrbi, da se sestavlja vlada Janeza Janše. Komu mar, kaj skrbi Luko Mesca? Rekli ste, da niste odmislili tega o mandatarju, ampak recimo, da bo zdaj prva stvar predsednik državnega zbora. Ste se o tem kaj pogovorili? Ne, v tem trojčku ne.
Pogovarjamo se na svetu stranke in pogovarjamo se v okvirih naše stranke in ni izključeno, da bomo imeli tudi svojega kandidata. To bi bil? Zaenkrat še nimamo tega imena in priimka, ampak tečejo pogovori. Gospod Han pravi, da ga v desno-sredinski vladi ne bo. Ga je vaš trojček že pravzaprav uradno sploh povabil k sebi na pogovore? Včeraj je bilo nekaj prek ekrana dano. Ne vem, kako je bilo s temu točno. Mi si želimo, da pristopi tudi nekdo iz, bi rekel, brega, ki pripada v percepciji javnosti na nasprotni breg, in če ga še ni nihče, ga jaz ob tej priliki vabim, ne pristopi tem trojčku, zato da pokažemo, da smo zmožni konstruktivnih pogovorov in da smo zmožni obvarovati Slovenijo pred vsemi negativnimi posledicami, ki jih prinaša ta svet. Povejte, z dneva v dan bo bolj napeto, se kaj dogaja v ozadju, so kakšne snubitve za poslance v igri? Razni pritiski so. Mislim celo, da gre za izkoriščanje, pa ne bom tukaj popolnoma konkreten, ampak da gre za izkoriščanje raznih varnostno-obveščevalnih služb, da gre za izkoriščanje medijev preko zakupljenih medijskih prostorov za izvajanje določenih pritiskov, predvsem pa za neke, bi rekel, določene napade na socialnih omrežjih strani trolov enega ali drugega pola. Ne zagovarjam tukaj nikogar, ki bi radi uprizorili, kako zelo se mi narobe odločamo, medtem ko smo načelni in ko samo sledimo tistemu, kar smo obljubili pred volitvami.